Kaj počneš? Nisi gost. Na pomoč, roke stran ali pa te bom tako hitro tožil. Hoffman. In povsod je smeti. Če se pripeljem in vidim iztrebke in urin na parkirišču, tudi ne bom želel priti v to trgovino. Razrečila sem ga z belilom. Sprav svojo zmešnjavo in potem pejt ven. Kep. Kamorkoli želiš, samo ne tukaj. Nisem naredila nič narobe. Zdi se, da ste aretirani zaradi alkohola v odprti embalaži in nedovoljenega zadrževanja na osebni posesti. Nimam alkohola v odprti embalaži. Prav. Takoj za tabo. Pljunili so mi v obraz, pravzaprav. Hvala za to. Upam, da nimaš hepatitisa. Niti treba, da me tako vlečeš tja dol. Gremo. Če se bo še naprej upiral, Ležal boš z obrazom proti tlom. Me razumeš? Kaj če nehaj? Ne igram se s tabo. Ne igram se s tabo. Nihče ti ne bo dal popusta, prav? Torej lahko odideš ali pa boš odšel v lisicah in šel v zapor zaradi nedovoljenega vstopa. Samo popust si želim, samo popust si želim. Resnica je, da nihče ne mara, da mu rečejo naj odide. Ampak če ne upoštevaš ukazov, lahko pristaneš v lisicah. Od utihotapljenja v hotelski džakuzi do domnevnega kopanja v univerzitetnih sanitarijah, teh 5 problematičnih vsiljivcev, ujetih na posnetkih policijskih telesnih kamer, se je na težji način naučilo, da policija ne sprejema odgovora ne. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Današnjo epizodo začnemo v Sarasoti na Floridi. Ura je malo čez 8 zjutraj, ko so policiste poslali v hotel Ritz-Carlton, potem ko je delavec našel osebo, ki ni gost hotela, kako se kopa v masažnem bazenu. Pozdravljeni. kako ste? Kaj se dogaja? Poslušaj, danes sem temu tipu izrekel prepoved vstopa. V redu. In nočem ga več na posestvu. Nikoli več. Povejmo to jasno. Mislim, da bi kdorkoli drug, ki je tukaj dejansko zaposlen, mladenič, lahko rekel kaj. Je on gost tukaj? Ne, Da sem. on ni gost tukaj. Lahko pridete 5, hvala. Zvestoba dominantna 100. Odstotkov. Kje smo, gospod? Ven iz džakuzija. Kaj ste pi? Ven iz džakuzija. Si v redu? Torej, to bom vzel. Torej, govori mi o tvojih pooblastilih. Hej, prijatelj. Boš stopil ven iz džakuzija. Ne bom. Mislim, da tega ne morete videti. To se včasih zgodi, fantje. Poglejte to, imenuje se korporacija. On ne obstaja tukaj, kaj ne? 100% ne. V redu? Saj tu veste, kaj ne? Ali veste, ali je že kdaj dobil prepoved vstopa? Ne, ampak to smo želeli narediti danes in nikoli več. Torej, povedal sem vam, da sem vodja varnosti v hotelu. Sem upravnik hotela Lost Ranch Inn. Niste šli kar tako, seveda. To je prva stvar, ki sem rekel, niste. Hočete, da skočim tja in vas potegnem ven? To je bila prva stvar, ki sem jo rekel. Zato sem rekel, začnimo z dobro jutro. Ej, gospod, Torej, vam izreka prepoved vstopa, ne smete biti tukaj. Prav, zato vas prosim, da zapustite bazen. To je vaše opozorilo. V redu? Ampak zdaj vas moram prositi, da greste ven. Samo sobo potrebujem. Ker te nočejo tukaj, ker je to zasebno podjetje in lahko to storijo. Izrekajo vam prepoved vstopa. Kje smo? Torej, kje smo danes? Morate oditi. Smo mi stanovalci? Ne, smo na hotelski strani. Hej, Prija tu? Najprej, preden naredimo karkoli drugega, mi lahko poveste svoje ime, prosim. Ja. Je preprosto vsega preveč. Čepova? Si rekel Čipeva? Čepova. Kateri je vaš datum rojstva? Tim, 3, hej. Ej, nehaj s tem. Nehaj se norčevati za večjega človeka, kmetavzarja. Hej, kateri je tvoj datum rojstva? Zdaj bodo poškropili enega od zadnjih članov. Plemena Čipeva. Kopalec v masažni kadi, ki se nezakonito zadržuje na posesti, se v resnici ne imenuje Čipeva, ampak je identificiran kot 50-letni Robert Wade, ki očitno zelo frustrira policiste in vodjo hotelskega varovanja. Gospod, bom rekel, Če ne boste zapustili masažne kadi, vas bomo poškropili s solzivcem. Nekdo naj pokliče NBC, NPR, Guardian, nekdo. Ja, Guardian. Sabri. Pokličite nekoga z višjim IQ-jem, ampak res, samo pokličite upravo. V redu. Bonvoy. Vsi v en glas, če veste, kje smo in kdo upravlja in je lastnik te posest, prosim, kar povejte. Na 3, kje smo? Nisem štel. Morda boste morali oditi. Na snemanju? Hej, Počakaj. Nazdravimo čez 5 sekund. Skočil bom noter. Sam te bom prijel in te potegnil ven.
Si razumel? In potem si to posnel s telesno kamero. Posnel. In potem boš potegnil svojo. Kako? Si prišel sem noter? Verjetno so to otroci tam spodaj. On je na Zmaga. Status za vse življenje. Brezplačen berzerk SPG. Lava. Rich Carlton. Pol mesec zaliv, viš. Jebito Arizono. Hej. 41 sprejeto, 6. Ste vi, fantje? Hitro. Moral boš iti na trening dobiti prvega. Pozdravljeni, policist. Kaj, ne vem. Samo radoveden sem. Kaj je? Še vedno je ključ. Naj gre, naj gre. Kaj pa gelaš? Nisi gost. Wade se zdi, da še vedno zavlačuje v džakuziju, medtem ko policisti še naprej poskušajo, da bi ga spravili ven. V kateri sobi si? Ne bom si povedal, v kateri prekleti sobi sem. To je jebeno srhljivo. Dvakrat si poskušal priti sem k meni. To je prvič. Tukaj nimaš sobe. Če bi jo imel, bi mi povedal številko. Soba. Približuješ se. Mislim, da sestre, sorojenci. Hej, gospod, lahko stopite nazaj, nočem, da se ta tik vrne. Ja, bilo je preprosto preveč brutalno. Prav tako, Ne vem, kaj mu je bilo všeč. kakšna je življenjska doba teh stvari? Ja, začnimo z osnovami. To je tip, ki pravi, da dela tukaj in ne nosi izkaznice. Počakaj, počakaj. Nekaj je v tvoji, prinesi nazaj svoje torbe. Prinesi svoje izkaznice in ne pusti mu oditi, preden ne odgovori na najbolj osnovno vprašanje. Kaj sploh pomeni Silver Platinum Elite? Medtem ko Wade še naprej uživa v masažnem bazenu, policist odpelje vodjo hotelskega varovanja na stran, da dobi več informacij in pregleda njegove stvari. Ta tip je že dobil prepoved stopa. Torej, verjamemo, da je bil tukaj kot gost. Ali pa tako mislimo. Tako da 100% ne verjamem, da je gost, ker če bi bil gost in bi ga vprašal za številko sobe, bi mi jo običajno povedal, kaj ne? Ja. Ta tip je pač, in kot lahko vidiš, mislim, da je duševno bolan. Na takšen ali drugačen način. Gospod prijatelj. Medtem pa ima Wade v džakuziju še več zapovedati. Ali veš, kje si trenutno? Prepričan sem, da ste vi Helenik. Gospod, ali bi bilo pravilno reči, da bi to morda lahko bilo S? 100. obletnica Main, malo. Pozdravljeni. Sara, rekel bom prosim, prav? Uporabil bom lepo besedo prosim. Vidim severni, morda milanski pridih. Lahko priješ ven? Potem, ko je vljudno vprašal, Wade še vedno ne pride iz masažnega bazena. Zato policisti najdejo alternativno rešitev. Oprosti. Šprical ga bom, dokler ne bo hotel priti ven. Ni šans, da ga bom dobil. Ne bom ga dobil. Prinesel ti bom nekaj. Kaj si rekel? Kje je najboljši kraj za srečanje? Ja, prinesi mi enega z lešnikom. Prinesel ti bom enega z lešnikom. Seveda. Zakaj moraš zdaj priti ven? Si šel nazaj v avlo? Ljudje te potrebujejo v avli. Naš nadzornik bo prišel sem. Bivol je mleko in cikorina kava. Prinesel ti bom rogliček. Nekaj, za kar je lahko hvaležen. To je čudovito. Hvala, Michael. Medtem ko policisti razmišljajo o svoji naslednji potezi, poskušajo ugotoviti, kako je Wade sploh dobil dostop do hotela. A veste, odkot je prišel? Torej, mislim, da je bil na neki misiji, tako si predstavljam. Lahko. Ali lahko kdo prinese? Pojkal. Hočeš reči, da ne moremo fizično na to posest? Mislim, da je preskočil tisto ograjo tam. Imate tukaj kakšno reševalno opremo, kot so bojke ali kaj podobnega? Plavalni pripomoček. Ja, bom poskusil to dobiti. Vodja varnosti se vrne s plavalnim pripomočkom. Zato policisti naredijo še en zadnji miren poskus, da bi Wadea spravili iz džakuzija. Videl sem ga tukaj in videl sem ga pri lavu. Wow. Torej mora oditi. Kje? Ne. To je smiselno. No. Kaj čakamo? Kar pojedmo, no? Ne želimo se zmočiti in moramo poskrbeti, ja? Cenimo vašo skrb. Gospod. Hvala. Zombi, pridi sem. Canopy. Odstranjevalec raka. Tukaj sem, da prebijem tla. Ko pa smo? Prekletstvo. Novo leto. Prekletstvo. Varšavska šola športnega marketinga. To je prva stvar. Ne izgovarjaj te besede. Na pomoč! Stran z rokami! Ali pa te bom tako hiter tožil, Hoffman.
Hej, Toman, glej, stvar je taka. Varšavska šola za športni marketing je na univerzi v Oregonu. V redu. Professor Burton. Prav. Oh! Srebrni pladen vodi. Hej, roke za hrbet! Roko za hrbet! Imaš tisto stvar, je tam. Uspelo ti je, no, nisi ti, ampak drugi. Imam poškodbo radialnega živca v desni roki, zato naj ga nekdo pazi, ko gre ven. Cenim to. Vzdrževanje bi lahko opravljali tam. Tega ne bi smeli početi. Si odgovoril na katerokoli od mojih vprašanj? Torej, kolikor ti veš... Zdaj ti bom nekaj povedal. Naslednjič, ko se pojaviš tukaj, te lahko aretiramo. Povem ti zdaj, da si tukaj brez dovoljenja. Zdaj je že 7:30, ne? Jaz grem v svojo. Lahko vzameš njegove stvari? Pejč. Kaj naprej, Londo? Pozdravljen, dvojno gor, 1 minuta. Nekdo reci. Oprosti. Če imajo Manzeov robliček... Je bil on tam prej? Ne. Ne, no ter me je pregnal nek nasilnež. Kokor vem, nasilneži to počnejo. Vse razen bazena pri rezidenci in mislim, da je celo ta bazen, kar se tiče naročanja hrane, izključen. Tako sem vesel, da nam tega ni bilo treba narediti. Tega? Hej, fantje, pomagajte! To se dogaja. Ko je Vejt vklenjen in odpeljan do policijskega avtomobila, se zdi, da daje javno obvestilo hotelskemu osebju. Moje ime je Tepa. Sem srebrni platinasti elitni član. Srebrni platinasti elitni zabavni fant. Sem žrtev trgovine z ljudmi. V meni je šipevska indijanska kri. Sem ponosni ameriški jud. Del otroštva sem preživel tukaj s svojimi starši, ki so se izogibali davkom. In odkar se je ranč odprl, ga rad obiskujem. Katero leto je bilo to? Kdo ve? Ne vem, verjetno veš več kot jaz. Na tej točki. Torej, to je bila zgodba o moškem čez cesto Hotel Hyatt Regency. Zgrajen leta 1968, mislim, da zato tudi nimam veliko časa. To je noro. Zakaj? Samo zato, ker jaz... Kaj sem jaz? Nisem se pojavil. Kje je moja teniška lopar? Igraš tenis? Moj letalo je tukaj. Hej, vi fantje. Vi sploh ne veste, kdo je Nick Faldo, kaj je ime G. Pomagajte. Nekdo naj pokliče IMG, jaz sem G, korporativni bombni deček, prosim. Bombni deček je kombinacija Boga. To je bilo v Chicagu, verjetno je to Marriott. Poslušaj, hej, veš kaj? V Meri na Poplarju je začetek. Mislil sem, da to veš. Hej, lahko vzamem vodo iz tiste zadeve, fantje? Je tam. Hej, tam. Hej, 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 hej. Ful sem dehidriran. Ne moreš tega narediti. Tega mi ne moreš odreči. Prazno. Fantje, pravkar sem me spravil v kot v masažni kadi. In samo hočem malo vode, dehidriran sem. Slabo je. Je tam. Prosim, zapišite to, prosim. Gospod. Morate nehati. Dajte prsi naprej. Tako, sem imel ključe. Hej, bo kdo, prosim, poklical? Imaš le kaj, kar me bo zbodla, prebodla? Jaz? Prijatelj, ne vem, ampak to slišim iz tvojega glasu. Poslušaj, poškodba radialnega živca, potrebujem svoje roke. Tip, počakaj. P-O-Č-A-K-A-J. Prosim, kontaktiraj Bonvoj ali IMG. Vprašaj o poškodbi radialnega živca. Ne dviguj tega, ne dviguj tega. Nikoli ti ne bo uspelo tega potegniti dol. Nehaj. Torej, nikoli več ne boš mogel igrati golfa. Je to tisto, kar si rekel? To je golf, to je disc golf, to je. Paintball. Fantje, ne dvomite v ta novi Marriott. Ali boste fanti pustili to majico na sebi? Jaz se ne morem sleči. Pustil jo bom dol. Ja, to je kot Pennsylvania. To je Ziegler! Tako dobiš to jebeno, to je Ziegler Ward! Prosi. Kdorkoli izobražen, ki potuje! Džava! V redu! Čama. Budi tiho tam, stari! Seri, tukaj so. Stara šola! Seri. Pozna deželo pravil! Hej, prijatelj. Prijatelj. To je sramota! Ne slišimo te. Stopi noter in se usedi. Stopi noter. Vedno je bolje, kot da se dolgočasiš! Stopi noter. Gremo noter. Brez tega, pravim ti, nimamo nobene možnosti! Ni zakaj. Švot! Što delaš? Tukaj, počakaj, samo voda!
Judovski Američan, smo ravno to, kar potrebuješ. Ne daj ne v pečico, pomagaj! Judovski Američan, vzeli smo zemljo! Slabo! Fant, SPG Garcia! Kaj se je zgodilo z njegovo hčerko? Kaj se je zgodilo z njegovo hčerko? Ona ima vsaj hčerko. Šef, pogooglej. Ste vi policija v Sarasoti? Robert Waite je bil odpeljan v okrožni zapor Sarasote in obtožen nedovoljenega vstopa ter upiranja uradni osebi brez nasilja. 3 mesece kasneje so obtožbe proti njemu opustili, potem ko so ugotovili, da ni sposoben za sojenje. Nato smo v West Palm Beachu na Floridi. Ura je malo čez 18:20. Policisti so bili napoteni na parkirišče pri poslovnih objektih, potem ko naj bi ženska iztrebljala v bližini svojega avtomobila. Pozdravljeni. O bog, moram na stranišče. Slabo mi je v želodcu. Kaj je bilo to? Slabo mi je v želodcu. Zakaj? Ne vem, slabo mi je že več dni. Ne vem, ali je zaradi hrane ali prehranjevanja ali česa drugega. Ali upravljaš potrebo tukaj zunaj, na javnem mestu? Ali pa sem ga prej, ko me otroci spravljajo ob živce v kabinah. Otroci po noči delajo ves ta hrup. Zaradi njih se polula v plenico. Namenoma to počnejo. To se kar ponavlja. V redu, ampak ne moreš opravljati potrebe tukaj sredi parkirišča. Ljudje se pritožujejo. Saj se vedno pritožujejo. Vem, ampak to... Pritožujejo se nad vsem. Če ni to, sem to. Jaz. Govorijo o neumnosti. Pravijo, neumna punca. Ne gre za to, da sem šla na potrebo. Gre za moj von, za moj avto, za mojo glasbo. Gre za vse, gospod policist. Ali res ničesar ne razumete? In če ni to, ne? Ne bom odnehala. Veš zakaj? Ker zdaj uporabljajo mojo debetno kartico. Šerif iz tistega kraja uporablja mojo debetno kartico. Ona, nocoj bom uporabila Amino debetno kartico. V redu, o tem ne vem ničesar. Tukaj sem zaradi nečesa drugega. 642 imam jo tukaj. V redu, ste poklicali in se pritožili zaradi tega. Nimam telefona, ker mi ga je uničil tisti tip v knjižnici. Toliko stvari ti moram povedati. Danes večer je še nekaj po vrhu. Naj ti nekaj povem, vi se morate spraviti v red. Dovolj imam tega. Redo. In ne drzni si me aretirati, ker bom zaprla to okno in bom imela dovolj. Domnevna storilka je identificirana kot 45-letna Amy Little. Po navedbah policije so iztrebke in toaletni papir opazili na več mestih okoli njenega vozila. Medtem ko Littlova nadaljuje svoj spad pred policijo, omeni domnevno pomanjkanje storitev za duševno zdravje. Psihiatra nisem videla že mesece. Veš, psihiatra nisem videla že od decembra. Od decembra? Ja. V redu, moraš iti v bolnišnico, da se z nekom pogovoriš? Odlično, pojdiva v bolnišnico, še vedno imam zdravila. V redu, jaz sem čisto v redu. Pojdimo v bolnišnico, gospod policist. Bi radi šli v bolnišnico? Ne, zakaj bi šli v bolnišnico? Ker ste rekli, da že nekaj mesecev niste govorili z nikomer, zato vam samo ponujam to možnost. Nič ni zastoj na tem svetu. V redu, Jezusova pomoč. Ne, samo poskušam vam pomagati. Veš, kaj počnejo na JFK-ju? Kaj pa počne? Gremo v St. Mary's. Veš, kaj tam počnejo? Poslali so me v Port St. Poslali so me v, kako se že imenuje tisti kraj? Port St. Kako se že imenuje gor? Mislim na tisto osebo, ki uporablja mojo kartico. Šla je dol, počakaj. Kje je Del Rey? Je to sever ali jug? Uporablja mojo. Del Rey je na jugu, prav. Uporablja? Ona, ta oseba iz vaše šerifove pisarne, gre proti jugu. Uporablja jo v Boynton Beachu. Uporablja? Oprostite, tako me razjezi. Takrat sem v stiski, postanem jezna. Poslušajte, uporablja to in uporablja trgovino z izdelki za $1 tukaj v tej smeri. Uporablja Walmart. V enem dnevu obišče 5 Walmartov. Pred nekaj dnevi sem morala razrezati svojo kartico. Dovolj imam. V redu, niti treba kričati. Ne kričim, samo jezna sem. V redu. Uporabila je $645. Bil sem zelo miren s tabo, niti treba kričati name. $42. V redu. Potem, ko Little odločno zavrne odhod v bolnišnico, se zdi, da se ona in policist ponovno osredotočita na trenutni problem. Zato ne vem, zakaj se ljudje pritožujejo zaradi malenkosti na parkirišču. Jaz tega nikoli ne počnem. No, to je zelo neprimerno. Zato se ljudje pritožujejo zaradi tega. No. Bila sem za svojimi vrati. To počnem po noči. Tudi zaradi tega se moramo pritoževati. Oprostite, kaj je bilo to? Počakajte, moj prispevek tukaj. To je to. Obstaja ogromno drugih krajev, ne pa sredi parkirišča. Sred noči nikam iti. Noč, ogromno drugih krajev. To počneš sredi dneva. No. Oprosti, utrujena sem, ne počutim se dobro, ves dan nisem jedla. Se tega zavedaš? Veš, da po noči tukaj bruham, ker ljudje toliko kadijo.
In prostitucija, ki se dogaja tukaj spodaj. Veš, da je to tukaj okoli? Ne, prepričana sem, da je. Ne? Joe Blow se vedno vrača tja iz trgovine Publix. Veš, kakšne stvari se dogajajo tukaj okoli? Tukaj je ogromno policajev, verjemi mi. Ne. Res je, gospod policistka. Rekel sem, da vam verjamem. Ne pravim, da počnete kaj narobe. Verjamem vam. Moram biti previden. Tukaj je veliko brezdomcev. Verjamem vam. Imate kakšen osebni dokument? Tako, bom vedel, s kom govorim? Ne. Bojim se, da me boste odpeljali. Da vas odpeljem samo s tem, da pogledam vaš osebni dokument. Ne boste dobili mojega osebnega dokumenta. V redu, prav. Samo sprašujem. Ne. Sploh nimate mojega osebnega dokumenta, ker me boste odpeljali. To ni res, ampak v redu. Ne. Moj osebni dokument imam zaklenjenega, ne vem, kje je. V redu je. Mene so osebno okradli. V redu je. Torej je bilo, je šlo. Lahko to ponovite? Morda signal 20. Ja, iščete ga. Kaj išče? Išče tisto osebno izkaznico. Ne, to sem razčistil. Naredi mi uslugo. Iztrebljanje na javnem mestu je nezakonito. Nočem te aretirati, prav? Povem ti to zdele. Zato jih prosim, ne pusti. Ne. Kaj pa lulanje ali preoblačenje majice? Ni pomembno. Kakaš v javnosti. To je nezakonito. Lulanje, kakanje. Ni pomembno, kaj je. Kaj pa preoblačenje majice? Preoblačenje majice, ja. Tudi zaradi tega se pritožujejo. Nisem imel nobenih pritožb, ampak če te kdo vidi, je to nespodobno razkazovanje. O moj bog, torej je vse nezakonito. Ja, zato poskusi, da tega ne počneš sredi. Ali pa umivanje zob, je tudi to nezakonito. Ne, sploh ne. V redu. Zato se samo poskusi izogniti nezakonitim dejanjem v javnosti. Prepričana sem, da čiščenje svojih pazduh ni nezakonito. Je to tudi nezakonito? Ne, dokler te kdo ne vidi nespodobno razgaljenega. V redu. Torej, če si čistiš noge, se moški takoj razburijo in govorijo, spet si čisti noge. Jaz pa, saj ne počnem ničesar. No, poleg tega še smetiš po njihovem parkirišču. No, jaz sem jezna, to je znak, da... No, to ne drži. Biti jezen ne pomeni, da lahko smetiš naokoli. Počakaj. Običajno pospravim za sabo. Saj se tega zavedaš, kaj ne? Ne, ker je tukaj vse razmetano. Povsod so stvari. Povsod, no? Jezna sem. In poskušam oditi, zdaj me ti jeziš. Moram. Oditi? Zakaj te jezim? Moram na stranišče in veliko mi nalagaš, jaz pa nimam več energije. Saj sem že od julija bolna zaradi vnetja sinusov. Torej, v redu. Nisem imela nobene zdravstvene oskrbe, niti Medicaida. Naredi mi uslugo. Razumem, da gre zdaj skozi veliko. Poskušal sem ti ponuditi določene možnosti pomoči, zavrnila si jih. Več ti ne morem pomagati, ampak kot sem rekel. In vaš policist povedala sem, da me je prej neki moški poskušal užaliti. In povedala sem enemu od vaših policistov. Rekel je, naj grem stran, ne želimo ti pomagati. Bil je behičan. Ta mali kreten me je razjezil, rekel je, spizdi stran. Iskreno, kaj za vrada je narobe z vašimi policisti? V redu, naredi mi uslugo, počisti za sabo in potem pa idi drugam, ker te tukaj nočejo, prav? Mene nočejo tukaj. Zakaj pa ne? Ker delaš nered povsod. Kam naj potem grem? Nekam drugam. To je zasebna lastnina. To ni odprto za javnost. Kam pa naj grem? Nikam drugam iti. Povsod me podijo, z vsakega posestva. Hočejo, da ostanem kar sredi ceste. Nočejo vas tukaj. To vam samo povem. To je njihova lastnina. Povsod puščate nered. Opravljate veliko potrebo v javnosti. Ne želijo vas tukaj. Torej, če lahko pospravite za sabo in potem greste drugam, bi si to želeli. No, potem bom pač ostala sredi ceste. Ne vem, kaj naj naredim. Morali me bodo aretirati. Ne vem, kaj naj rečem. Ker ne vem, razen če pač pospravim in se obnašam. Ne vem, ker ne vem, kam naj grem. Ne vem, kam ni nobenega drugega kraja, kamor bi lahko šla. Lahko najdete drugo parkirišče, greste v park ali kaj podobnega. Ampak... Zdaj me boste naslednjič tudi od tam spodili. Gospa, lahko naredim le toliko za vas. Svoje življenje boste morali urediti sami. Ne morem vam povedati, kako naj živite svoje življenje, kam naj greste in vse ostalo. Zakaj me ves čas podite s parkirišča? To je prvič, da sem vas srečal, gospa. Zakaj me eden prosi, naj grem ven, potem pa me drugi tudi prosi, naj grem? No, ker nenehno puščate nered na teh parkiriščih in vas nočejo tukaj. Zato, če boste nehali puščati nered tukaj, vas morda ne bodo več izganjali iz svojih parkirišč. Si prepričana, da je to razlog? Si prepričana, da je zato, ker sem tukaj že tako dolgo? Verjetno je to kombinacija več stvari, ampak prepričan sem, da so nas poklicali predvsem zato, ker opravljate potrebo na njihovem parkirišču. No, kdo je poklical? Ni pomembno, kdo je poklical. Če pridejo njihove stranke v trgovino in vidijo gospo, ki lula in kaka na parkirišču, bo to vplivalo na njihov posel. Tista ženska. Prav? Tako je, in povsod je smeti. Če se pripeljem in vidim iztrebke in urin na parkirišču, tudi jaz ne bom želel priti v trgovino. Jaz... Razrečila sem ga z belilom. Človek, tam so povsod pleničke in toaletni papir. Kam naj grem? Nekam bom šla. V redu, naredi mi uslugo, pospravi za sabo in potem odidi. Kam?
Kamorkoli želiš, samo ne tukaj. Ne morem iti tja, ne morem iti tja. Gospa, kamorkoli želite, samo ne tukaj. Odrasla oseba ste, ne morem vam reči, kam naj greste, ampak samo ne tukaj, prav? Nimam telefona, da bi lahko vprašala, kam naj grem. Ne vem ničesar, ni nobenega mesta za javne storitve. V redu? Kot sem ti povedal, ti ne morem povedati, kam naj greš, ampak moraš oditi od tukaj. No, pol mi je žal, ne, povem ti, ne vem, kaj naj naredim. V redu, prosim poskrbi, da pospravi za sabo. Potem, ko je prosil Littela naj pospravi in zapusti parkirišče, se policist za kratek čas odpravi do svojega avtomobila, a ugotovi, da Littel ne odhaja. Amy! 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 Amy, ne bomo odšli. Namesto, da bi spustil okno, Littel glasno odvrne. Ja, verjetno bo mogel razbiti okno, da bom to plačal, ta punca. Sčasoma na prizorišče prispe še en policist kot pomoč. Tukaj so povsod iztrebki. Vem. Pokakala je tam in tam, potem pa še v plenico, nato pa je uporabila belilo, da bi to poskušala sprati. V redu, opazujmo jo. Ampak iztrebljanje na javnem mestu ni kaznivo dejanje. Kaznivo je, če pokažeš svoje genitalije, česar nihče ni prijavil, ampak še vedno imaš. Ja, ampak imaš nekaj, kar samo zrak. Točno to pravim, kozarcu. Ja, ona še zase ne more skrbeti. Rekla je, da ni vzela. Ni bila pri zdravniku že 3 ali 4 mesece. Kaj ti je rekla, če je spretna? Začela je kričati name takoj, ko sem prišel. Ves čas sem bil zelo miren. Ona je začela kričati name in se razburjati. Čisto je zmedena. In potem, ko sem ji rekel, sem bil tak, hej, sam pospravi svoje stvari in pej, nočejo te več tukaj. In potem so se odločili na podlagi tega. Potem imaš še več za Bea, ne? Ja, zaradi nje, vse je bilo gor in dol, kričanje, trkanje po oknih. Če narednik hoče 23, dokler je ne dobi, je v redu. Ja, lahko damo 23. Ona še vedno bo prišla ven zate. Ampak takoj, ko sem potrkal na okno, je začela kričati in trobiti na kupo. Ej, imaš kar je tik v glavi, vidiš? He. Lepo je v meni glavi, zadaj levo. Ja. Kdo ve, kaj je še v tem avtu? Sploh nočem vedeti. Drugi policist na kraju dogodka se odloči preizkusiti svojo srečo in poskuša pritegniti pozornost Littela. Tako je raztresen. Ustavljala si je slušalke. In začne voziti, razbije okno. Ne, v redu, samo poskuša zaspati. Kaj hoče narediti? Jo hoče najprej spraviti ven s poprovimi kroglicami? Ne vem, zakaj pa preprosto ne razbijemo okna in jo primemo? No. Ne bom povedal kako, ampak... Veš... Vem zakaj. Samo opazujo. Jaz bom vzel brisačo. Vzel bom svojo policijsko palico. V redu, oba sta. Mislim, da sem jo pustil v drugem avtu ali v drugem jopiču. Jaz imam svojo. Starč je tam naprej po cesti. To je njegov komentar iz Oak Inn, iz poti. Torej sta oba tik naprej po cesti. V redu. Če bo šel Hans, ali če bomo vsi šli Hans. Jaz bom vrgel. Nataknil si bom par modrih rokavic. Teh rokavic ne bom uničil, ker je verjetno prekrita z... To je res. Postane jasno, da Littel ne bo sodeloval s policijo. Zato se odločijo poskusiti z drugo metodo. Puško s poprovimi kroglicami. Tako je pokakala po celem parkirišču. Dobro, zadenite jo s poprovimi kroglicami. Poskusil sem to sprati z belilom. Ko sem prvič vzpostavil stik, je imela okno spuščeno. V redu, poskrbi, da bodo modre luči prižgane. Zelo zgodaj. Koliko obvestil smo že dali? Pravkar sem poskušal potrkati na okno. Torej, še nismo dali nobenih obvestil. Je ona na sovoznikovi strani, ker je v voznikovi sedežu? Ne.
Želim, da je on na mestu, ker nočem, da bi ona lahko zapeljala čez drobnik in koga ubila. Ampak praviš, ko pridemo do tega, bomo najprej šli do sovoznika ali ona na voznikovi strani? Ne, ker bomo uporabili puško s popravimi kroglicami. Pojdi čisto do nje, da ne bo imela prostora, da bi se izmuznila. V redu, premaknil se bo malo naprej. V redu, prinesi jo ven. McCartney. Ja, moja kamera je že prižgana. Amy, šerifov urad okrožja Palm Beach. Nisi dovolj prepričan. Pazi se, prijatelj. Pa sem se... Pridite ven iz avta! Dvignite roke in pridite ven! Amy, ja moraš. Če ne prideš ven iz avta, te bomo prisilno spravili ven iz avta. Policist začne streljati s popravimi kroglicami proti Littelovemu vozilu. In po več strelih s popravimi kroglicami strani več policistov, Little končno odpre vrata in izstopi iz avta. Na tla, ven iz avta, na tla, vstani. V redu. Pojdi na tla, dobro, zdaj, moje orožje, to je tako. Smešno, v prometu ostati na... Robo tega, zakaj si moral to narediti? Dal smo ti veliko možnosti, da ti tega ne naredimo. Nismo ti hoteli tega narediti. Prisilil si nas, da ti to naredimo. Dal si mi moje čevlje. Amy Littell je bila aretirana in pridržana v pripornem centru okrožja Palm Beach zaradi obtožb o hujšem napadu s smrtonosnim orožjem in upiranju policistu z nasiljem, potem ko je policija povedala, da je v nekem trenutku uporabila svoje vozilo, da je zaletela v policijski avto. Obe obtožbi sta bili na koncu opuščeni. Naslednji posnetek s telesne kamere prihaja iz Sarasote na Floridi, okoli 13:30. Policisti so bili poslani na javno avtobusno postajališče, potem ko naj bi ženska pila alkohol iz odprte embalaže z alkoholom. Ali lahko prosim ustanete? Lahko vam pomagamo vstati. Prijatelj, hej, ne! Ne govori z njim. Prijatelj, prijatelj! Prijatelj! Gospa, potrebujem, da vstanete. Prosim. Lahko vstanete. Prišli me bojo rešiti, da ne bom vstopila. Prav? No, o tem lahko govoriva čez minuto, ampak potrebujem, da vstanete. Tako, odlično. Imaš kaj pri sebi? Ne. Ne. Nobene droge, ničesar ni, ničesar. Ne. Imaš pri sebi kaj ostrega? Ne, prav. Samo pretipala te bom, prav? Ali nosiš modrček? Je. Zakaj samo spiš, Debora? Zato. Dolgo je že. Videla sem te v nekaj. Vrti. Dolgo je že. Dolgo je že, se vidi. Prijatelj. Prijatelj, pomagaj mi. Kdo je to? Kdo je ta prijatelj? On je moj prijatelj. Je tvoj prijatelj? Ja, sit me je, ne vem zakaj. Kaj imaš v svojih čevljih? Kaj? Je kaj v tvojih čevljih? Ne. V redu, želiš spet sesti? Lahko pa tudi stojiš in potem čez minuto spet vstaneš. Torej, odvisno od tebe. Ampak kaj? Nisem naredila nič narobe. Zdi se, da si aretiran zaradi odprte alkoholne pijače in nedovoljenega zadrževanja na tuji posesti. Nimam odprte alkoholne pijače. Tukaj je. Takoj za mano. Kam? In lobanja. Ne, lobanja je moja. Ne, zadnjica. Budweiser. Samo lobanja. Samo lobanja. V redu, ampak še vedno je to odprta pijača z alkoholom. V redu. Kaj je prijatelj? Prijatelj! Prijatelj! To je 57-letna Debora Giannata. Po navedbah policije je v torbici skrivala pločevinko piva in steklenico vodke, ko so prispeli policisti. Policisti so tudi opazili močan vonj po alkoholu iz njenih ust.
Kar zadeva Badija, policija pravi, da je bil prijatelj Gianate, ki so ga opazili nekoliko nižje po cesti. Nočem slišati, da to počneš. Jaz samo... Pusti me. Šnemite mi te lišice. Tega ne morem storiti. Tukaj bomo šli v lep klimatiziran avto. Ne koleno moj. Vse tvoje stvari bodo šle s tabo. Prijatelj, 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 prijatelj. Gremo, šli bomo peš. Želim svoje stvari. Poglej, on bo vzel tvoje stvari. Ne meni. Vse bo šlo s tabo. Ne vem. Poskusi ostati. V redu. Mena. V redu. Jo. V redu. Jo, v redu. To je tista stara Debi, ki jo poznam. Si ga že prej srečala? Ne poznam ga. Ja, poznala se že dolgo. Ne poznaš ga. Ja. Ne poznaš ga. V redu. Hočem svoje, hočem svoje, hočem svoje. Vse bo šlo s tabo. Pusti, da pogledam, samo sedi. Ne morem, sem policistka. Samo poglej dol. Poglej s svojimi očmi. Badi, hej! Barry! Badi ti ne bo mogel pomagati. Ne glejmo več tja. Badi! Badi te sliši, ampak ne posluša, ker noče biti del tega. Ne vem, kaj ne rečem. Badi! Gianata, zdaj v lisicah, se zdi še vedno nekoliko sodelujoča, kljub rahlemu ihtenju. A situacija se od tu naprej samo še poslabša. Prosim, pustite me, da grem kadit cigareto. Čas. Potrebujem eno. Barry! Badi! Veš kaj, samo spusti me. Hej, nehaj. Hej. Zdaj bo še veliko huje. Zakaj? Lahko nehaš, bedak. Hotela si postati policistka, ker so se otroci norčevali iz tebe. O, to je kar kul. Vau! Vidi. Ne dotikaj je. Pomagaj mi jo dvigant. Aj. Imaš kapuco? Mi nimamo? Reznov. Ko enkrat zapreš vrata, jih ni več. Sam spraviti jo moraš ven. Plunila mi je obraz. Rez? Ja, namenoma. Vse je po meni. Kaž? Če to lahko vidiš, mislim, da je približno moje višine, tako da je to kamera verjetno popolnoma ujela, ampak ona bo plunila. Nočem je tako pripeljati v zapor, veš? Hej, začni znova. Jeff, lahko odkleneš? V redu. V redu, pazi. V redu. Then. Prosim, odstrani to z mene. Odstrani.
Odstrani to od mene. Bo šel na drugo stran. Jeff, lahko odkleniš. Daj to stran od mene. Daj to stran. Ne, gospa. Zdaj se to ne dogaja. Gospa, več? Več. To je vse, kar imamo. Prosim, odstrani mi to. Ne, aretiran si. Bod. Plunil mi je v obraz, pravzaprav. Hvala za to. Upam, da nimaš hepatitisa. To ti namažem po obrazu. Na tej točki je imel zadnji tip, ki mi je plunil v obraz, hepatitis B, tako da... Debra Gianata je bila sprva pridržana v okrožnem zaporu Sarasota zaradi napada na policista. Kasneje ni ugovarjala več obtožbam, vključno z napadom, nedovoljenim zadrževanjem na tuji posesti in pitjem alkohola na javnem mestu, zaradi česar je bila obsojena na 90 dni zapora. Zdaj gremo v Altamont Springs na Floridi. Ura je mal čez 10:30 dopoldne. In policisti so napoteni na Seminole State College. Po navedbah policije so žensko opazili, kako se kopa v ženskem stranišču in povzroča nemir med študenti in osebjem. Ko pa jo je varnostna služba fakultete prosila, naj zapusti prostor, je to zavrnila. Hej, gospodična. Torej, fakulteta ni želela, da greš. Si tukaj študent? Uporabljam računalniško sobo, kot običajno v vikendih, a še ni problem. Zakaj moram iti? To je tisto, kar mi pravijo. To je tisto, kar me prosijo, naj vam naročim. Pravijo, da si tam zgoraj, se kopaš, počneš karkoli že počneš, kar je v redu. Samo želijo, da danes odideš, ali pa da za zdaj odideš. Ne kopam se ali kaj takega. Urejala sem si lase. Kako je to kopanje? Gospa, si res sploh študentka tukaj? Rekla sem, da sem se danes sama uredila. Rekli ste, da ste uporabili računalnik. Ste dejansko registrirana študentka, tako kot jaz? Včasih pač nisem, sem doma ali kaj podobnega, zato tega trenutno ne počnem. Ali pa sem, torej ti je težko, to je v redu. Ja, ampak jaz uporabljam računalnik vsak dan, torej v čem je problem? Močijo te več na tej posesti. Ne vem, v čem je problem. V redu, ampak morate mi povedati, kaj sem naredila. Ne moram samo priti sem gor in misliti, da ste šli in da mi niste nič povedali. Ničesar, to je šola. Samo prosili so nas, ne poskrbimo, da odidete. Zato bomo to tudi storili. Ne bomo, ne, ampak imam pravico vedeti, kaj sem naredila. Razumem to, ampak ne bom se prepiral z vami. Ja, oprostite. Ne, če bi želeli, da greste. Imam pravno upravljanje Instagrama iz Virginije, od tam prihajam. Tega ne bomo počeli. Ne boste mi rekli, da moram oditi, če nisem ničesar naredila. Kaj sem naredila? Kaj je na Katinem? Kako lahko le komu rečete, da mora oditi, če ni ničesar naredil? Kako bi se vi počutili? Jaz nisem ničesar naredila. Seveda je pomembno. Kako lahko nekomu rečete, da mora oditi, če ni ničesar naredil? Seveda je pomembno. Ne prepiram se s tado. Nehaj se, ne dotikaj se. Boriš? Ni mar, ne dotikaj se. Prav? Prav, pojdi. Vrnil se bom in to vzel. Ne delaj tega. Pojdi. Lahko bi samo rekel prav in odšel, ter si olajšal. Pojdi, gremo. Ne govori mi, kaj naj naredim. Kako boš nekomu rekel, da mora iti, če pa nisem nič naredila? Prosim, ne delaj tega. Potem se me nehaj dotikati. Človek, zakaj bi bil jezen, če se ti dotikaš nekoga? Samo pojdi. Ne, nisem nič naredila. Kako lahko nekomu rečeš, da mora oditi? Ko niso nič naredili. Ležal boš z obrazom na tleh, razumeš? Igraš se z napačno osebo. Ne igram se z nikomer. Ne naredi tega, samo pojdi. Kako boš nekoga vrgla s posesti, če ni ničesar naredil? Samo pojdi. Nehaj me tako vleči po stopnicah. Boš hodil? V redu, ni me treba tako vleči tja dol. Pojdiva. To vam ne daje nobene pravice, gospod. Veš, imaš prav, ne delaj tega. Pojdiva, prosim. V redu. Gospod, nehajte me tako vleči po stopnicah. Potem pa hodi sam. Če ga uganiš pred policistom, boš šel v zapor zaradi upiranja. Samo hodi sam. Nehaj se tako dotikati ljudi. Vsiljivka na kampusu je bila identificirana kot 35-letna Latija Hill, ki je policiji povedala, da je bila prej upisana kot študentka, zdaj pa ni več. Medtem policisti poskušajo mirno pospremiti Hillovo iz stavbe, vendar se zadeve hitro zapletejo. Če se te dotaknem, ti bom nadel lisice. Boste morali, gospod, ali kaj? Daj roke za hrbet. Kaj si mislite o delu? Kaj si mislite o tem, da ne moremo obvladati nekoga takega? Delo, kaj si mislite? Kaj si mislite o delu s takšno osebo? Vi si to povzročil. Jaz nisem naredila ničesar. Nimam nobenih.
Prav, v redu sem, da odideš in da jih ne polagaš name, jaz mene, samo. Ne delaj tega. Niti treba govori, kaj počnem, tega ne bom naredila. V redu. Ne. Kaj za vraga pa delaš? Ne moreš me tako nadzorovati. Samo tako me nadzoruješ, to je edini razlog, da sem v tej oddaji. V redu. Po navedbah policije je Hilova poskušala se iztrgati policistu, ki jo je peljal ven, in to se zanjo ni dobro končalo. Prelahka si, nehaj. Nehaj, moral bi nehati. Ne hečam se s tabo, ne hečam se s tabo. Karkoli že misliš, da počneš, to ni to. Več kot potrpežljiv, ko ti poskušam pomagati, da zapustiš to posest. Pustate von tukaj. Tam, prosiš jo, naj odide. Ona misli, da se začne. Ne. Govori neumnosti. Gospa, jaz sem policistka, preverila vas bom prav, da vidim, kaj se dogaja v skladu s pravicami. Potem, ko Hilovo preiščejo, jo posadijo v policijski avto in ji bodo prebrali njene Mirandine pravice. Imate pravico molčati. Vse, kar boste povedali, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Imate pravico, da je zdaj ali kadarkoli med zaslišanjem navzoč vaš odvetnik. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo brezplačno dodeljen. Če se pogovarjate z mano, imate pravico govoriti in odgovarjati na vprašanja. Ali ste študent tukaj? Ja. Včasih sem bil. V redu. Ali razumeš, kaj pomeni, da ti preberem tvoja Mirandina prava? Okay. Da, gospod, kdaj ste bili tukaj študent? Preden sem se preselila v Charlotte. Poleti. V redu, torej ne tako dolgo nazaj, kaj ne? Ja. V redu. Torej, pojasni, kaj se je danes zgodil? Prišel si noter, si poskušal uporabljati računalnike ali iti na stranišče? Išla sem noter, običajno nisem tukaj vsako soboto, ampak vsako drugo soboto, tudi če nisi študent, ti dajo kot gostujočo kartico za računalnik. In danes nimam službe, zato sem si rekla, veš, naj grem noter, ker imam nekaj stvari, ki jih moram urediti na računalniku. In ne vem, prva kopalnica je bila, mislim, da je bila nekako označena, nekaj takega, bila je zaprta. Torej, v redu, šla sem v zgornje nadstropje. Torej, veš, druga kopalnica, grem na stranišče. Mogoče zato, ker je moja torba velika, verjetno, ali karkoli že. Veliko ljudi me sprašuje, zakaj imaš tako veliko torbo. Jaz pa rečem, ker imam notri svojo uniformo. Ja, veš, včasih grem v fitness, ne pridem vedno v fitness. Torej, hodiš na A&M. V redu, je kar dober fitness. Veš, tako da vidiš, če vidiš veliko torbo, to so samo moje oblačila za fitness in potem moja delovna uniforma. Mislim, veš, trenutno nimam vozila, zato ne grem naravnost, veš, tja, kjer živim. Grem ali naravnost v službo, ali če lahko, naravnost v fitness. Torej, če vidiš, da je velika, se opravičujem, zato. Torba je v redu. Veš, in potem, ne vem, če je to morda problem. Ko pridem iz kopalnice, gospa reče, živijo, kako ste, jaz pa, živijo, kako ste, mislila sem, da je to samo vljuden pogovor. In vpraša, kdo je tvoj učitelj? Rekla je, ali poznaš učitelja, kdo je tvoj nekaj učitelj? Jaz pa, kateri učitelj? In odšla iz kopalnice. No, si jo prepoznal, ko si se tukaj opisal? In nisem. Mislim, da še nisem videla, zdi se mi znana, ampak mislim, da nisem nikoli govorila z njo, če me to sprašuješ. Redo. In potem predvidevam, da je šla po varnostnika. Predvidevam, da se je zgodilo natanko 20 minut kasneje. In on ni, veš, varnostnik, ne morem priti sem, sem moški, moraš oditi. No, prvo, to so sanitarije, pejdi ven. Kaj? In jaz sem rekla, no, pejdi ven, ne smeš biti tukaj. Kaj sem naredila? Nisi me vprašal, kako mi je ime. Nisi me vprašal, kaj sem naredila. Nekdo se pritožuje na tabo. Zaradi česa, gospod? Kaj? Bila je edina v kopalnici. Torej, kaj počneš? Zaradi česa se pritožuješ? Saj mi ne poveš. Imam pravico vedeti, o čem govoriš. Pravite mi, da je on tukaj, da se je pritožila. No, o čem govoriš? Zaradi česa se pritožuje? In to je bilo to. Si študentka? Rekla sem, da sem bila poleti. Me ne vidiš vsako drugo soboto? Torej, pridem sem v računalniško učilnico. Videla si me že prej, ter sem te videla v knjižnici. Potem je govoril varnostnik. Torej, vem, da si me že prej videla. Torej, kaj pa ti počneš? Moram iti to? Ker imam pravico vedeti, kaj sem naredila. To je bilo to. Mislim, da vas je poklical. V redu. V redu. Torej, v prihodnje, prav, samo da ne bomo kaj zamešali. V redu? So zasebna organizacija, so zasebno podjetje, kaj ne? So zasebno podjetje. V redu. Vsako zasebno podjetje ali najem apartmajskega hotela, kaj ne? Če vas prosijo, da odidete, ni jim treba povedati zakaj. Preprosto morate zapustiti posestvo. Prav, drugače. Poklicali nas bojo in vse skupaj se bo zapletlo. Poklicali nas bodo in vse skupaj se bo zapletlo. V nekaj, v kar se nočemo zaplesti, prav?
Tako da v prihodnje, prav? Če ti kdo reče, da moraš zapustiti posestvo, ga moraš zapustiti, prav? Je to jasno? Ne, gospod policist, mislim, vi niste naredili ničesar, kaj sem pa jaz naredila? Ko vas prosijo, da odidete, pa ne odidete, je to potem nedovoljeno zadrževanje po opozorilu, prav? Potem gre za nedovoljeno zadrževanje. Ja, gospod, še nikoli nisem bila v prekršku zaradi vdora. Kako sem bila jaz v prekršku? Bila sem študentka, kaj sem naredila? Bili ste študentka poleti, kaj ne? Ja. Je bilo samo za tisti semester? Ja, ni tako, da ne bi mogla, ni tako, da ne bi ničesar naredila. Bila sem na dekanovi listi in vse. Ni to, samo glede dela, trenutno ne morem obiskovati predavanj. Tako da sem morala iti malo naprej po cesti. Delam to je kot... območje Lake Maria in Sanforda. Tako da tam delam, od ponedeljka do petka. Tako da, ko imam kosilo, je to pač samo služba, tako da trenutno ne morem obiskovati šole. A živiš v Sanfordu? Ne, ampak živim tudi na območju Maitland-a, bolj tam nekje na območju Maitland-a, tako da, veš, trenutno ne morem hoditi v šolo. Rada bi, ampak preprosto ne morem, zato pravi, mogoče spomladi, bomo videli, kaj se zgodi, ampak trenutno nisem v šoli. In potem, ko grem do računalnika, jih vprašam, ali nam je dovoljeno, čeprav nismo več študenti, ali nam je dovoljeno. Pravijo, da ja. To je to. Dokler smo odprti, to je to. V redu. Vidi me vsako drugo soboto, torej me ni videl že od septembra, tako da ne vem, v čem je problem. Vidim ga v knjižnici, ker včasih, veš, govori z mano, ampak hodi naokoli na svoji patrulji. Tako da rečem, v čem je problem? Kaj mi govoriš, da moram oditi? Ne vem, samo ne razumem, kaj se je zgodilo, gospod. Ker je mi kdo rekel, mislim, da so videli torbo v kopalnici. Takoj, ko je rekel torba, očitno je nečigava. Jaz pa res ne vem, samo ne razumem, kaj se je zgodilo. V redu, no, tudi če... Kot sem rekel prej, tudi če nekdo, še posebej tisti varnostniki, ne, če vas prosijo, da zapustite posest. Prav, ne morete kar reči. No. Veš, rad bi vedel, zakaj imam pravice. Vem, da se sliši malo čuden, ampak res moraš zapustiti posest. Če tega ne narediš, bodo postali jezni, ker spodkopavaš njihovo avtoriteto, potem bodo poklicali nas, potem bomo prišli sem in potem veš, vse skupaj postane ena velika stvar, prav? Postane ena velika zmeda, prav? V redu, samo pravim. V redu, ampak on ne vidi vsako drugo soboto, ne razumem. Ti si kaj? Ti si Latoya Hill? To je tvoje... To je tvoje ime. Samo pogovoril se bom z njim, razjasnil nekaj stvari in potem bomo šli naprej. Prav? Imaš kakšno vprašanje zdaj? Ne, res si želim, da bi lahko odgovoril. Zelo sem vznemirjena zdaj. Ne morem verjeti, da so me brez razloga tako vrgli na tla. Hodila sem, imeli ste me v lisicah. Kaj še naj naredim? Res ste me hoteli tako vreči na tla. No, jaz pri tem nisem bil, tako da tega ne morem potrditi, ampak vem, da zaupam svojim policistom, da tega ne bi naredili kar tako, za zabavo. V redu. Torej, mislim, da so sodelavci. Seveda jih boste branili. Včasih branim svoje sodelavce, tiste, ki so mi všeč, tako da razumem. V redu, v redu, nekaj stvari bom razjasnil, prav, in potem bomo šli naprej, prav? Latoya Hill je bila pridržana v okrožnem zaporu Seminole zaradi nedovoljenega vstopa na šolsko območje in upiranja uradni osebi brez nasilja. Kasneje ni oporekala obtožbi zaradi nedovoljenega vstopa in bila kaznovana z več kot $300 globe. V našem zadnjem prispevku danes smo v Orlandu na Floridi. Ura je malo čez 18:40. Policisti so bili napoteni v trgovino z oblačili, potem ko naj bi stranka ni hotela zapustiti trgovine. Živjo, kako ste? Dobro, sem Mari. Torej, tukaj imam to gospo. Poskušala je kupiti blago. Na žalost ji ne morem dati popusta. Rekla je, njen brat, moram upoštevati pravila trgovine Ross. Noče zapustiti trgovine in ji bom morala izreči prepoved vstopa. V redu, gospa. Me slišite? V redu. Morate zapustiti trgovino. Počakajte, zapustili boste trgovino, prav? Če zavrnete odhod, boste aretirani. V redu, imate osebni dokument pri sebi? Lahko dobim vaš osebni dokument? Rekla bom ne, tako kot vsi ostali mi pravijo ne. Kaj si rekel? Ali nočeš oditi? Kot sem rekel, če ne odideš, boš aretiran. V redu, če te prosijo, da odideš, ne bojo ti dali popusta. V redu. Ali nočeš oditi? Dal ti bom še eno priložnost. To je smešno. Kako je to smešno? Samo želim popust. Samo kaj hočeš. Ne razumem, samo želim popust. Razumem, da dajo svojim zaposlenim popuste, ko gre za moj denar. Torej, nimam fanta, ki bi tam delal. No, ne bojo dal nobenih popustov.
V redu, to je v redu. To je v redu, če ne bojo dali popusta, ampak tudi oblačil ti ne bojo zadržali. Ni jim treba zadržati oblačil zate. Nezadovoljna stranka je identificirana kot Candice Lisjaga, ki je očitno razočarana nad zaposlenimi v trgovini, ker ji niso hoteli dati popusta. A vendar policisti na kraju dogodka tega ne sprejemajo. Tako da morate zapustiti trgovino. V redu. Glede tega ne morem ničesar storiti. 1, 3, še. Če nočete oditi, boste aretirani, v redu? Zaradi nedovoljenega zadrževanja po opozorilu. Dal sem vam še eno opozorilo o vstopu. Da ste. Dovoljeno mi je biti v trgovini. Ne, če vas prosijo, da odidete. Ja. Samo trenutek. Vrnem se v... Rekla ti je, naj odideš. Ne boš mogel govoriti z lastnikom Rosa. Imaš še eno priložnost. Še enkrat te bom vprašal. In če ne odideš... Boste aretirani. V redu. Torej, Hvala. Lepa. da ste prišli, Lahko nadaljujete pri 3 naprej. če ne odidete. Vas bom aretiral. Vas bom aretiral? Ali želite podati prijavo? Da. Hej vi, želite podati prijavo, kaj ne? Lejte, jaz sem. Oprosti. Ali želite podati prijavo, če ne odide? Oprosti. Ali želite podati prijavo, če ne odide? Podati prijavo, jo prijaviti? Da. Lahko kontaktiram vodjo glede tega, če vi... Če rečete, da ne želite vložiti obtožb, bomo odšli, ne da bi ji kaj povedali ali jo odstranili s posesti. Če želite vložiti obtožbe, jo bomo aretirali zaradi vstopa na tujo lastnino po opozorilu. Naj preverim to z njim, potem pa vas bom obvestila. Hvala vam. Medtem ko zaposleni kontaktira svoje nadrejene glede vložitve obtožb, policisti še naprej poskušajo prepričati Lisjago, naj odide. A zdi se, da je še vedno obremenjena s tem, da ni dobila popusta. V redu, kličejo svojega vodjo trgovine. Če ne odidete, preden končajo pogovor z njim, boste aretirani. Ni treba, da je tako, samo želim popust. Ni treba. Morate oditi. Pravimo vam, da morate oditi. Samo pokus si želim. Popusta ne dobite samo zato, ker si ga želite. Lahko odidete ali pa vas aretiramo, če želijo podati prijavo. Tako preprosto je, gospa. Seveda, seveda. Povejte jih na glas, da vidimo, poskušamo dobiti popust. Kakšen popust pa želite? Moj fant dobi 20% popusta in dela tukaj. V redu, tvoj fant ni tukaj. Kaj je? Ne bo ga tukaj po 7 uri zvečer. Torej bom tukaj, dokler ne pride. Ti si ta. On je res tvoj fant. Zaradi tebe bo izgubil službo. No pa ne bom, sam dej mi. Popust. Veš, kaj ti bo dalo popust? Kristal, lahko greš ali pa boš odšla v Lisicah in šla v zapor zaradi nedovoljenega zadrževanja. On pravi, da bom šla v zapor, ker želim popust. Zaradi nedovoljenega zadrževanja. To boš naredila. Zaradi ženje po popustu. Torej, vse, kar prosim, je popust. To je vse, kar želim. Morali bi mi dati popust ali pa želim, da mi zadržijo oblačila. To je vse, kar želim. Ona bi to morala kupiti. Ja. Vprašala sem jo pa. Dala vam bom svojo osebno izkaznico. In me boste kaznovali, ker vam je nisem dala. To pomeni, da ne morete kupiti oblačil, zato morate oditi. Moj fant. Potem lahko pokličete svojega fanta in mu poveste, naj kupi oblačila, ko pride v službo. Če bo po tej neumnosti še imel službo. To je neumno. Vi ste kot ne. Način, kako se obnašaš, je neumen. Si odrasla ženska. Moraš oditi, da ne pristaneš v zaporu. Si že kdaj bila v zaporu? V redu, ne bom šla v zapor. Nočem iti v zapor. Je mogoče karkoli narediti, kot na primer, kaj lahko jaz? Naredim. Resnično želim ustaviti to vznemirjenje, kot da je vse nekako. Kaj še lahko naredim? Pogovoriš se z njim, povedal si mu, kaj se bo zgodilo. Mora obstajati še kakšna rešitev. Prosim. Prosim, povej mi, da obstaja še kakšna rešitev. Trenutno ti ne morem dati druge rešitve, ker nisi areteran. Ostali morate priti v trgovino. Ki je kaj ukradla? V redu, torej ali vi želite? Ovadili? Samo aretirali te bodo. Zdaj lahko greš. Vrata so odprta. V torbi. Ampak počakaj, če ga boš vzela. Torej ona, lahko ga vzamemo ven, ja? Ker še ni šla mimo blagajne. Govorim z vredo, ja. Ni tako. To ni skrivnost.
Kateri je tvoj? Ne vem, torej... Torej moram iti v zapor. Ne, zapustiti morate trgovino. Če ne zapustite trgovine, potem morate. To je zapakiranje. To ni njena torba v vsakem primeru. Nisem tukaj. Tukaj sem samo za trenutek. Samo da dobim nekaj svojih Mirandinih srčkov. Če ne želijo podati prijave, gremo. Ampak ona ostane. Sprašujejo, kakšna bo obtožba. Povedali so jim, da je dobila opozorilo zaradi nedovoljenega vstopa. In če vi ne želite, mi pač odidemo. Ona pa ostane in vas bo še naprej nadlegovala, dokler se ne odločite. Ja. Zdi se, da je Lisiaga prehitro govorila, ko je rekla, da ne bo šla v zapor. In ti želiš. In rekli so, da moramo počakati na eno od stvari. Naslednji napet, naslednji napet. Ja, popolno. To je pomembno. Oni. Želijo. Vložiti. Obtožbe. Zato nehaj se upirati. Poškodovali me boste. Poškodovali me boste. Nehaj se upirati. Ne upiram se. Ne upiram se. Vstani. Hočeš narediti prijem za hrbtom tukaj? Prav, bom. Pojdi, prosim. Zdaj je hladno. Ne! Hladno je, odhajam. Ne, že smo ti dali dovolj opozoril. Ona ima tudi polnilec. Ja, vem, moj polnilec. S tem je ne moremo obtožiti, ker še ni šla mimo blagajne. Ampak bomo to uredili zate. Povedali smo ti, da boš aretirana. In ti samo sediš tam in sama opazuješ svet. In ti si samo hotela priti v trgovino in kupiti oblačila. Kot si rekla, si bila njegova leva roka. Ne. Moram posneti, kaj mi delaš. Trenutno snemamo. Mi lahko prosim samo daš minuto, vzemaš mi telefon. Ta tip tukaj. Da, gospa. In da bi bilo še huje, naj bi Lisiaga iz trgovine vzel polnilec. Medtem pa se zunaj policisti trudijo spraviti Lisiago v policijski avto. Nehaj se napenjati, dobil boš še eno obtožbo. Lahko prideš, no? Saj se ne boš poškodoval. Ne boš poškodoval, ne poškoduj me. Prosim. Samo ne poškoduj me. Mislil sem, da je to moj telefon. Ti pojdi po drugi poti. Ali želiš, da te peljemo? Ne, že smo tukaj. Gospa? Ja. Tudi mi bomo naleteli na odpor. Dejno, poškodoval me boš. Nihče te ne poskuša prizadeti. Nihče te ne poskuša prizadeti. Prosim, ne prizadeni me. Prosim, ne prizadeni me. Samo popust si želim. Nihče te ne poskuša prizadeti. Lahko, prosim, dobim popust? Gremo. Lahko, prosim, dobim popust? Ne boš pričala name. Ona me je ujela. Samo popust si želim. Samo popust si želim. Samo popust si želim. Samo pograbimo. Prosim, jaz samo... Kaj misliš, da bomo naredili? Samo popust si želim. Samo popust si želim. Poškodovala me boš, ker si želim popust. Res me boš poškodovala. Poškodovala me boš. Poškoduješ me. Poškoduješ me. Moja roka, moja roka, moja roka, moja roka. Samo vzela bom. Pojdi na drugo stran avta. Moram na stranišče. Jaz sem. Candice Lisiaga je bila sprejeta v zapor okrožja Orange zaradi vstopa na tuje zemljišče in upiranja brez nasilja. Njen primer se je končal s programom preusmeritve pred sojenjem, obtožbe pa so bile na koncu opuščene. Hvala vsem za ogled. To epizodo oddaje Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Heather B. Zack, videomontažo pa je opravil Andrew Zuckerman. Jaz sem Jesse Weber, se vidimo naslednji teden.